Kdo je pravzaprav Stojan Batič? Stojan Batič, akademski kipar, je v bistvu eden najpomembnejših slovenskih kiparjev v slovenskem prostoru. V bistvu eden najvidnejših kiparjev, ki so se uveljavili v prvi polovici prejšnjega stoletja. Tako da v bistvu zaznamujejo ga predvsem v bistvu monumentalne spomeniške plastike, ki jih je v Sloveniji zasnoval več kot 37. Potem znanje, predvsem to se pravi po malih plastikah, ki jih šteje okrog 250, potem okrog 80 javnih portretov je zasnoval, tako da je v bistvu v slovenskem prostoru res da pustil močan pečat. In kaj vidimo v paviljonu 1B? V galeriji paviljon 1B smo zasnovali to razstavo, ki res nosi naslov Miti in legende v sklopu celotne prenove razstavnega paviljona. Namreč ravno pred ploščadjo v bistvu same galerije je tudi v bistvu spomenik 1B, ki ga je zasnoval prav tako Stojan Batič. In v nadaljevanju v bistvu je tudi ravno nad glavnim vhodom v galerijo tudi njegova reliefna plošča. Reliefna plošča v bistvu, ki pa nosi nekako motiviko, ki se naslanja na antično v bistvu gledališče, in tukaj je v bistvu Batič nekako zasnoval, kaj se bo v tem paviljonu dejansko dogajalo. In zato smo prišli na idejo, da bi v bistvu tudi v tem prostoru zasnovali tudi razstavo in stopili v kontakt s hčerkama, ki sta se v bistvu prijazno odzvali našemu povabilu in za v bistvu to razstavo tudi posodile likovna dela, ki jih imamo tukaj na ogled. Tako da smo se nekako osredotočili v bistvu na ciklus, ki ga je ustvarjal tam v 70-ih letih pa vse do leta 1999, in ta ciklus pa nekako zaobjema ciklus Tragos, Satiriado, potem imamo evropske legende in pa Harlekini, ki so mi bili vedno blizu. On prav gotovo ni bil poznan samo v slovenskem prostoru, temveč tudi nekje v tujini. Ja, res, da v bistvu vse širše, to se pravi tudi izven slovenskih meja v Jugoslaviji, predvsem, ker je bil zelo poznan, tako da so bile zasnovane številne v bistvu spomeniške plastike, tudi parkovne plastike, ki jih je moč še danes videti. In koliko časa bodo ta akademska dela Stojana Batiča tukaj na ogled v paviljonu 1B v Tržiču? Razstava bo na ogled vse do 28. decembra, tako da v bistvu to je izjemna priložnost, da si v bistvu vsi obiskovalci, poznavalci v bistvu likovne umetnosti, tudi mlajše generacije lahko ogledajo to izjemno postavitev, ki je dejansko tudi v celoti prenovljen prostor za novo razstavno opremo, tako da vabljeni k ogledu.